Dober dan, spoštovani ljubitelji in ljubitelice nogometa. Komaj da se je končal 25. krog, že tukaj prva tekma 26. kroga v prvi ligi Telemach v športnem parku Šiška. Bo v tem prekrasnem sončnem vremenu domači Bravo danes gostil sežanski Tabor. Milič tule brez težav, Kramarič proti Bajdetu, tole je zdaj lepa akcija Brava, Bajdet proti vratom. Zdaj pa krasna akcija Tabora, Stančič je v kazenskem prostoru, Stančič je gol! Dino Stančič! Prva prava akcija Tabora in gostje so povedli. Dino Stančič nadaljuje s tem, kar je nekako začel pri tekmi proti Kopru. Salkič in pa Briški pred vrata, težave za Orbaniča, no na koncu pa vendarle Milič Koderman na pravem mestu, pa težave za Kriezija, tole je zdaj priložnost za Bravo, Toda Koprivec na pravem mestu. Salkič proti Bongonguiju, pa Ristič proti vratom in na pravem mestu Orbanič. Kavčič, izgubljena žoga, Bongongui, napaka Bongonguija. Tole je zdaj do žoge prišel Monjac. Monjac čaka, lepo je našel Bongonguija, Bongongui proti vratom, udarec iz kota bo tole za Tabor. Razumljivo, glede na prekinitve v tem drugem polčasu, žoga pred vrata, Koprivec slovi. Z mano je trener Brava, gospod Dejan Grabič. Gospod Grabič, po zmagi proti Mariboru, danes poraz proti Taboru. Kako bi ocenili današnje srečanje? Ja, psihološko dosti težko za nas, ampak jaz vseeno moram povedati, da so igralci naredili izpit, če lahko temu tako rečem. Zakaj? Zato, ker smo bili zelo solidno intenzivni in tekma se je odvila točno tako, kot smo pričakovali. Se pravi, da bomo verjetno v prvem polčasu sploh lahko prihajali ven iz prvega presa, bili konkretni proti golu, imeli priložnosti, situacije. Nismo jih pa dovolj hitro začeli pošiljati zadnje podaje, predložke za linijo in podobno, ker smo imeli ogromno časa in prostora in tega nismo znali pohitriti, da bi res bili konkretni še večkrat. Dobili smo tudi gol iz točno tiste situacije, na katero smo opozarjali, se pravi neka napaka v organizaciji igre in direktna žoga njihova za hrbet. To je stvar, ki se je zgodila. In potem smo v drugem polčasu spremenili načrt, se poskušali nastaviti malo bolj direktno, se pravi, da bomo šli takoj proti napadalcem, pobrati druge žoge in bili bolj konkretni. Igralci so tega držali, tako da enostavno nismo danes bili, po mojem mnenju, dovolj razpoloženi individualno. Hvala in srečno. Hvala. Z mano je trener Tabora, gospod Dušan Kosič. Po točki proti Kopru, zdaj zmaga proti Bravu. Kot kaže, vam tale zelenica v Šiški zelo ustreza. Ja, pravzaprav tisti preboj, ki smo ga dosegli na prejšnji tekmi, nam je dal neko energijo in tudi danes je bila podoba ekipe zelo disciplinirana. Izkoristili smo tisto, kar se nam je prikazalo in z nekaj truda tudi uspeli zmagati. V prvem polčasu enakovreden boj, v drugem je Bravo pritisnil, ampak ste se pa uspeli nekako vendarle ohraniti varno razdaljo oziroma to minimalno prednost. Kaj bi recimo popravili za drugi polčas? Ja, veliko tega se da. Želeli smo si, da ne dopuščamo Bravo preveč, pa pravzaprav niti nismo, razen mogoče na začetku tekme prvih 15 minut, kjer smo imeli težave. Potem, ko smo to uredili, so fantje dobro odigrali, disciplinirano. Tako da tekma je bila pa trda, disciplinirana z obeh strani in si je težko ustvarjati tudi priložnosti na taki tekmi. Hvala in srečno.
Z mano je Gal Kureš. Gal, vstopili ste v drugem polčasu, spremembe ni bilo. Kako ste vi videli tekmo z roba igrišča? Jaz mislim, da smo tekmo, fanti so dobro krenili. Mislim, da so tudi držali nek nivo igre. Potem smo prejeli ta nepotreben zadetek in se mi zdi, da je Sežana se potegnila malo bolj nazaj, ratala bolj kompaktna in je bilo ful malo teh medprostorov, tako imenovanih. Tako da smo tudi težko razvijali našo igro, je pa res tudi, se mi zdi, da nismo imeli danes pravega dneva, tako da bomo na naslednji tekmi probali. Bravo doma ne igra tako dobro kot recimo na tujih zelenicah. Bi morda prepoznali, ugotovili oziroma bi morda lahko povedali, kakšen je razlog? Jaz se ne strinjam s tem, ker se mi zdi, da tudi na domačem terenu, če smo mi pravi, znamo dobro odigrati, smo tudi proti Celju to pokazali. Ampak, tako kot sem rekel, vse je odvisno tudi od dnevne forme, od nas samih. In tako kot sem rekel, bomo na naslednji tekmi probali vtis popraviti. To je to. Hvala. Hvala vam. Z mano je nogometaš Tabora, Dino Stančič. Dino, zadeli ste drugič na drugi tekmi. Zadetek proti Kopru se je zdaj končno vendarle odprlo, glede na to, da ste dosegli gol tudi danes. Ja, res je. Čakal sem že ta gol proti Kopru neko obdobje, mi ni šlo, no, tako da kakor ekipi. Super, no, mislim, da danes res ena najbolj pomembnih zmag v letošnji sezoni. Da nam neko psihološko za naprej, ampak z misli moramo biti že na nedeljski tekmi, tako da maksimalna koncentracija že od jutri dalje in z mislimi samo na nedeljsko tekmo. Hvala in srečno. Hvala.